Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Upam, da ste lepo preživeli velikonočne praznike in da niste pretiravali z velikonočnimi dobrotami. Sicer pa bomo o hrani govorili tudi v tokratni oddaji, ko v studiu gostimo znanega slovenskega etnologa, avtorja več dokumentarnih filmov, pa tudi kuharskih knjig in zelo dobrega poznavalca tradicionalne slovenske hrane. Lepo pozdravljeni, dr. Boris Kuhar. Pozdravljena. No pa morda se zadrživa za začetek malo pri Veliki noči. Vem, da ste se veliko ukvarjali v vašem življenju s tem, da ste raziskovali šege in navade v Sloveniji in tudi hrano povezano s prazniki. Kako je bilo nekdaj ob Veliki noči? Velika noč je pač velik cerkveni, največji cerkveni praznik, pa tudi velik družinski praznik. Za Veliko noč se navadno zbrala družina, tudi zdaj je tako, pridejo domov, če je mama kakšno dobro potico spekla, pa vejo, da jih bo doma tudi še šunka že čakala. Skratka, to je na eni strani, pa na drugi strani je pa to največji cerkveni praznik in najstarejši praznik tudi. Gremo nazaj na pašo, judovsko pašo, na beg oziroma iz suženjstva judov. In zato cerkev to praznuje, praznujejo pa vse te biblijske dogodke. Kristusova smrt, trpljenje, stajenje, veselje, hoja v Šmaus, ko se gre potem ponedeljek, kot če danes rečemo, ne Emaus, ampak v Šmaus ljudje rečejo. Ko na Veliko noč je tako, si lahko samo doma, v krogu družine in v cerkev greš, drugam pa ne za Veliko noč. Čeprav tudi to ne drži povsod. V nekaterih krajih Slovenije, recimo Prekmurje, se tudi za Veliko noč že obiskujejo. Drugače pa ta potem ponedeljek pripravljen za obiske, to je dan mladine, veselja, obiskujejo se sorodniki, smo prišli na pirhe, če je še kaj ostalo, smo prišli na pisanko. Pospravijo še vse tisto, kar je od velikonočnega žegna ostalo. Skratka, to je nekak dan veselja, takrat so lahko plesi. No, pred Veliko nočjo, vemo, je bil strog post, 40-dnevni post, ki je bil ponekod tako v starejših časih, tam 70-80 let nazaj, da ljudje niso niti besede špeh, mast niso smeli izgovoriti. Gospodinje so pobrisale vse tisto posodje, da ja ne bi kje, kakšna mast ostala. Če je ostalo po pustu še kaj krofov, so jih prihranili za Veliko noč in so jih lahko šele za Veliko noč trde namakali v ovinčku ali kakšni juhci in jih pojedli. Tako da ta post je bil čas zelo strog, predvsem Veliki petek, največji post, dan Kristusove smrti in tako naprej. Tako da vsak dan v tem tednu je spomin na te biblijske dogodke. Četrtek se začne velika večerja, Kristusova velika večerja, potem nedelja, petek smrt Kristusa, trpljenje, križanje na križu. In Velika sobota je že vstajenje, kurjenje ognjev velikonočnih. Takrat so tudi mladina, to ima še danes veselje, gre požegnan ogenj in ga potem raznašajo po hišah. Potem pride nedelja, praznovanje z tega veselega dogodka, Kristusovega stajenja. In potem pa petek, ko je šel Kristus, Emaus, so ga tam svečano sprejeli. In to je še danes veselje, takrat se pa lahko sprosti tudi mladina, se včasih je bilo tako, Veliko teh navad, če tako rečem, je še ostalo do današnjih dni in mislim, da so se tudi kar ohranile te velikonočne dobrote, ki vedno spremljajo te praznike. So bile različni nekdaj te jedi od enega do drugega konca Slovenije ali zelo podobne? Odvisne so velikonočni žegen. Že Valva Zorna me je spustil sporočilo, da je bila velikonočnem žegnu 17-kilska potica, bogato potičena.
Potem Veliko noč vemo, kaj more biti, ne. Vsaka more biti šunka. Vse to, kar potem morajo biti pisanice, ne, ki so spet po raznih krajinah zelo različne, ne. Tle imate v Beli krajini vsaj ta dva tipa, en batik, drugo drsanke, ki jih še danes delajo. Potem, kaj še pride, hren, kot spomin na Kristusovo trpljenje in na grenčico, ki so mu dali za piti. Vsaka stvar, ki pride v žegn, ima tudi nekak svoj smisel. In to je tudi vse potem žegnanska pojedina, ne. Ta je zelo različna, ponekod, ker niso imeli dosti mesa, ali pa so, vemo, šunko so prodali, ne, so dobili denar za sol pa sladkor, pa kvas, ali pa za rožiče za Veliko noč, da so lahko potico spekli. So potem pripravili eno zmes iz testa, so dali pa malo šunke ali pa šinka narezali, samo da je bilo malo mesa. Vse poznamo tisto za Veliko noč. Še ptič bi ptiča kavsno, samo da bi meso čutil, pojedel, ne. Za Veliko noč mora biti mesa, dosti mesa. To je že staro pravilo. In zanimivo je, da so se te lepe velikonočne jedi, lepe, dobre velikonočne jedi ohranile v današnji čas. Ne vemo, šunko bodo skoraj pri vsaki hiši še kuhali. Potico bojo tudi pekli, če je ne bojo spekli, jo bo kupili v trgovinah, kaj vse ponuja danes trgovino. Pisance. Ampak tiste iz trgovine niso podobne tistim, ki se spečejo doma. Veste, o potici bi se dal dosti govoriti na slovenski. To je res naša neka posebnost, ki je zašla samo malo čez mejo še. Tudi Nemci, recimo Dunajčani, si niso mogli drugega imena zmisliti za to potico, poticen. Še danes jo pod tem imenom na Dunaju lahko dobiš kje, kot pa povejo, da je to pač slovenska nacionalna jed, ali pa v Italiji tudi. Tam je še gubanca zraven prišla, ki pa nič drugega kot potica. Tako da pekli so vse mogoče, 50 vrst potic znajo naše gospodinje pripraviti. V vsakem kraju malo drugače. Tam dajo takšna žmahnila zraven, drugot malo več orehov. Jaz pravim, da tista je dobra na kilo moke, vsaj kilo orehov. Ampak kaj ne daje tudi kilo pa 10 orehov, ne. Pa malo žganja mora biti zraven in tako. A tudi? A seveda, potico mora biti. V testo? V testo. Ne, orehe? V to filo, kaj po... Vemo, tako rečemo. Beseda zmanjka. No, sicer pa, vi ste se nekako začeli bolj s temi recepti in s kuharskimi knjigami z recepti ukvarjati, odkar ste šli v pokoj. To je pa že kar nekaj let in ravno sem razmišljala, kuhar niste po poklicu, to je samo vaš priimek. Kaj vas je potem vleklo k temu, da se še bolj podrobno posvetite jedem, ko ste šli v pokoj? No, kaj nomen est omen so včasih rekli Rimljani, ne, ime ti narekuje potem... A nekaj pomeni, ne? Nekaj to pomeni, ne, verjetno sem malo do tega. Predvsem pa zaradi tega, ker sem malo začel razmišljati, da lahko hrana, ne, dobra hrana, lahko tudi ti kaj življenja podaljša ali pa olepša. In sem se pa začel ukvarjati tudi s kuhom, več časa je bilo, sem se poleg drugih etnoloških ved, veste, tudi etnologija je veda, kjer vse lahko pride zraven in tudi kuha je tle zraven. Način življenja, kaj ljudje jedo, kako pripravljajo hrano, kakšno hrano, vse to sem malo tudi, ko sem precej potoval po svetu, tudi posod malo v lonce gledal, tako da tudi po celi Sloveniji zbiral te stare recepte, preizkušal jih tudi sam, doskrat je. Ampak začel sem, če me danes vprašate, kje je moja najljubša jed, bom rekel prežganka. Prežganka? Ja, ampak taka, ko je moja stara mama skuhala, z malo majrončka, pa kumina, pa žvrkljan jajček noter, pa ajdove žgance, pa dosti cvirkov gor. To je bilo tako dobro. Z tega se, veste, to je terminus slov ostal.
okus stare mame ali pa okus mame. To je tisti, ki ti ostane spominov, ne, potem, kaj danes dostikrat možje, žene zmirijo, moja mama je pa čist drugače kuhala kot ti. Ampak zanimivo, poslušam vas, danes smo navajeni, da govorimo o zdravi hrani. Vi govorite o dobri hrani. Je ta tudi zdrava, ta slovenska tradicionalna hrana? Tudi bila, veste, morate se zavedati, da danes dosti manj pokurimo kot čas. Veste, kmet je čas 14-15 ur ali pa več delal na polju, pa krampal vinogradu in je dosti več porabo tudi, izgubo in porabo. Danes pa malo izgubimo, jemo pa še zmer dost. Jaz imam en tak svoj terminus, ki je nekaj, kar imenujem, pravim, žri polovico. Nemci pravijo, pravijo tudi žri polovico, to je z nemščine pravzaprav prišlo. Torej, jej dobro, jej malo. Friss die Hälfte, ja. In tega se držim. Zdaj, morda pri mojih letih je že polovica malo dost. Včasih bilo četrt dost, ampak mora biti vse dobro, lepo, naravna hrana. Ni važno, da se gre za to slovensko hrano. Vse tudi jaz imam zmer vprašam, odkot je to meso. Celo sem tako že, da s katerega konca Slovenija je to od pohorskega goveda, ki je krasen meso, ali je s Karavank, ali kje so se pasle te kravce, ne? To je pomembno. Seveda, pa zdaj je pomlad, so tle jančki, kozlički, same dobrote domače, ne? Tako da domača hrana, jaz se jo zelo spoštujem in sem največ tudi pisal o domači hrani z raznih koncev Slovenije. Veste, Slovenija je ogromna dežela. Jaz celo že kar precej čez 80 let hodim po njej, pa še nisem prehodil. Vsak konc je nekaj zanimiv po svoje. Tu so 4 velike kulture, alpska, panonska, mediteranska, pa še tista osrednjoslovenska, če hočete zraven. In vsaka ima svoje značilne jedi. Jaz sem jih naštel okrog 40 takih jedilnih področij, zanimivimi jedmi, ne. In to jaz malo preizkušam tudi na sebi, moji familiji in potem to tudi kaj obelodanim. Ja, imate dober način življenja, ste mi rekli, jaz nabavim recepte, žena pa kuha. Ja, zdaj časno jaz mogo kuhati, zdaj pa že ona boljš kuharca kot jaz, ja. Ja, sicer, gospod kuhar, vaša ta kariera, če tako rečem, delovna pot se je začela po drugi svetovni vojni na drugem področju. Takrat niste veliko kuhali. Pričeli ste kot novinar. Ne, začel sem kot trgovec. Aha, to še prej. Ja, pred po vojni sem bil vajenec kmetijski zadrugi, sem rekel, moj poklic, sem rekel, bo trgovina. Ampak posel me je zvabilo novinarstvo, v Ljubljano sem mogel na nek tečaj, 46 leta in me niso več pustili. In tako sem postal novinar, sem bil 10 let novinar, v glavnem sem reportaže delal. Slovenski poročevalec. Slovenskem poročevalcu, potem 5 let novinar, urednik, režiser, snemalec na televiziji. Vse, kar je bilo treba. Takrat smo vse delali. To so bili malo drugačni časi. Govorimo o letih. To govorimo o letih, no, televizija 57 pa do 63 je bila televizija. Takrat smo vsi delali. Koliko vas je bilo takrat zaposlenih? Jaz sem bil ta 7. po vrsti na televiziji. Ja, ko smo prišli do 100, sem pa šel. Aha, ampak ste hitro prišli, ja? Ja, ste hitro prišli, računam v 5 letih, ne? Danes to seveda govorimo o tisočih. Ampak ob vsem tem ste vi še študirali, ne? Ja, ob tem sem dokončal gimnazijo oziroma praktično vso gimnazijo napravo, študiral v Beogradu diplomacijo in novinarstvo in potem sem se vpisal v Ljubljani še v etnologijo, no prvo germanistiko, potem etnologijo, ker se mi je zdela taka vsestranska veda, zanimiva in potem je prišel še doktorat pozneje iz etnologije. Skratka, tako sem postal etnolog ali narodoslovec. In 25 let ravnatelj etnografskega muzeja Slovenije. No, potem sem nekako, ko je prejšnjo
direktor umrl, sem jaz postal ravnatelj, so me naprosili, no, in sem tako bil potem 25 let ravnatelj, sem dosti kaj zagrešal v muzeju. Smo imeli te terenske ekipe, pa dosti smo delali po terenu, razstave, to je bilo vsako leto, tam že smo tudi po 10 ali pa več razstav imeli. Goričane so prišle zraven za izven evropsko kulturo, zanimive razstave, Zlato Kolumbija in Afrika. Skratka, tega je bilo kar dosti, ne. In ves čas nekako vas je okužila ta televizijska kamera, niste odložili kamere, tudi potem, ko ste odšli v muzej. Naši gledalci pravkar vidijo zelo stare posnetke, vi ste jih snemali na sejmu v Metliki. 50 let nazaj, ne? 50 let nazaj. Ja. Danes sejma ni v Metliki, vaš film je še? Tako je, tudi teh lepih, teh zanimivih ljudi, ki so sodelovali na tej sejmu, prekupčevalcev, tega kupčkevanja z denarjem za živino, vaganja, tipanja živine. Vse to je bilo takrat zanimivo. Ja, dosti, na televiziji sem se praktično navadil, no, jaz sem bil novinar, sem bil redakter, sem bil potem urednik, sem spremljal kamermane pri delu, pisal scenarije. In potem sem pa začel tudi sam malo fušati, kot se to reklo, s kamero. Potem sem si kamero svojo nabavil, tako zelo enostavno, da smo jo še navijali, ne. In tako sem začel in sem kar precej filmov uničil. Prvo, že po Afriki sem dosti hodil, sem tam delal za televizijo s kamero po svetu. Zdajle izkopavam te filme iz arhiva, jih je okrog 20, tako da vsega skupaj je pa okrog 50 na televiziji posnetih filmov, no. Te, ki so danes pa, zdajle pa so tle še filmi, ki sem jih takrat posnel, pa nisem imel časa niti zmontirati. Ta material je ostal, lansko leto smo to zmontirali in so tako nastali dokumentarci. Nečesa, kar je bilo zame takrat zadnje možno, zadnji tkavc, zadnji izdeloval cokl, zadnjo vauhanje blaga na Pohorju, zadnji sejem Metliki in tako naprej. Posnel sem na televiziji tudi prvi dokumentarni film, Borovo gostivanje, potem tudi prvi film, turistični film, Sini trilček iz Portoroža v Pirana. Tako da takrat je bilo vse prvo na televiziji posneto, ampak dejansko pa to so bili zadnje zadeve, ki se jih še dalo posneti. Tako da kar precej... Trgata v Drašičih je še ostala, da vas potolažim. To ste jo vi snemali tam 65. leta, če se ne motim, ne? Tako, ja. Ta se je obdržala, tega Belokranjci še ne damo. Ne, sej, sem jaz tudi bil potem še dostkrat na trgatvah, ne samo v Drašičih, še kje drugje, tam okrog, in se ni kaj dosti spremenila, ne. Še vedno je to velika, recimo za šolarje tudi, se še šole niso takrat smela biti, niso šli po pouku, so bili oproščeni, če so potem učiteljci malo grozdja nesli. Ja, to se je dalo podkupati, če to so bile takratne. To ne vem, če danes še gre. Ne gre danes več, verjetno, takrat je šlo. Ja, resnično, to so pričevanja časa danes, gledati posnetke iz leta 63, 64, 65 in tako dalje, ampak že vmes ste rekli, šli ste tudi v Afriko. Prebirala sem, se mi zdi, da najprej v Gvinejo in sem prebrala, da vas je okužila ta Afrika in da ste se s kamero vred pogosto vračali. Ja, veste, v Afriko sem... Takrat čisto slučajno smo s prvim letom Adrie Airwaysa, takrat sem letel v Gvinejo, ki so tja pelali samokolnice. Poln avion je bil samokolnic, pa nas je 4-5 potnikov. Zakaj samokolnice? Tam ena tvrtka naša je gradila tam opekarno jim. Niso znali napraviti dol samokolnice in so jim pelali samokolnice. To prav tako, no.
Nazaj sem pa jaz opico pripeljal. A res? Res. In kaj ste pol z njo? Hotel sem jo dati živalski vrt, ampak je bila prehuda ta sprememba klime in je revca umrla. No, pa ne zaradi tega, jaz sem šel v Afriko zaradi tega, ker sem tle proučeval maske tudi. Pa so me zanimale afriške. Veste, v Afriki so takače plesale. Vse te maske so še bili ti običaji zelo živi. Danes je to že precej turizma tudi zraven. Takrat je pa bilo še vse to v naravi in to sem jaz takrat dosti snemal. Afrika me je tako prevzela, da sem potem vsako leto po zim gledal, kak avion leti in sem šel v Afriko. Sem bil en mesec, kako bi dol prišel, sem za afriške vlade, kakšne programe delal, muzej v Mogadišu, pa v Keniji sem jim vključeval turistično ponudbo, te kulturne dobrine, kaj bi se dalo vse izkoristiti in tako naprej. Pa sem imel spet 2 meseca plačano tam bivanje, pa še kaj zaslužil sem in sem imel spet za naslednjo pot v Afriko. No. Potem za televizijo sem nekaj posnel, za časnike sem pisal, pa je spet nekaj honorarčkov prišlo skupaj, pa smo spet šli v Afriko. In smo spet snemali Afriko. Tako da tega je kar precej, okrog 20 je teh filmov iz Afrike nastalo, zdaj jih digitaliziramo, to bo tudi na spletu, tako da bo dala Ljubljanska televizija in to je to, moja Afrika. Kdaj ste bili nazadnje v Afriki? Še potujete tja? Ne, zdaj pa dolg nisem bil. V Afriko sem hodil, ampak to potem Severno Afriko, v Tunis, ko sem bil podžupan Ljubljane, smo imeli, Sus je bil naše pobrateno mesto in noben polet, ko so oni imeli svoje praznike, ni skoraj htel iti, ja, je rekel, tam je vročina. Jaz sem pa šel in se vedno dober imel. No, ko ste rekli podžupan Ljubljane, a to pomeni tudi politika vas je v katerem obdobju življenja še posebej zamikala? Ne vem, če me je zamikala, ne vem, pripeljala me je tudi stroka tjale, v Ljubljani sem bil odgovoren za kulturo, pa še tudi za šport. Potem sem bil kar enih 5 ali pa 6 let predsednik kulturne skupnosti, prvi zakon o kulturi. Skratka, vse je bilo s kulturo povezano. Jaz morda niti to nisem jemal kot politiko, ampak kulturno politiko. Kako pa danes gledate na kulturno politiko v Sloveniji? Raj ne gledam. Pa jo bova pustila. Imava še veliko tem, na katere pa gledate. Zdaj je že več kot 20 let, ker ste v pokoju. 24 let, ja. Korakate proti 90, moram to povedati, ker sicer ne bi verjeli naši gledalci sliki. Dobro se počutite, dobro se držite, še vedno ste aktivni. Kaj počnete? Jaz imam v mojem računalniku se ne 3 knjige, ki jih delam trenutno. Pišem še vedno, sem rekel, da bom nehal pisati samo o hrani. Koliko? 13 knjig o hrani je? 20 knjig. 20 že? Ja, zdaj 20 je v tisku pravzaprav. To pa bo? O čem bo ta 40 praznikov, 400 prazničnih jedi na Slovenskem. Aha, jih je toliko? Jo, še več jih je. Jaz sem mogel izbor napraviti. Tako da še kar pišem in pa še kaj počenjam. Tudi ribe lovim, če hočete. A res? Strasten ribič. Ampak ponavadi strastni ribiči ne jedo rib, vi jih jeste? Ne. Ja, če sem strasten ribič. Ne, če sem ribič, sladkovodnih ne ješ, toliko imaš teh rib. Tiste, ki jih loviš, ne? Jaz se ogromno zdaj le spuščam, ribce. Prvo postoru, ki ujamem jo sicer, lepo si jo pripravim, potem pa drugo pa vse spustim. Tudi ščukce, ker imajo za moj straščuk, ker jih kar vsako leto nekaj lovim, malo večjih tudi, pa tudi eno vzamem, pa drugo, da imam za prijatelje, se pohvalim. Ja, pravijo, da je meso ščuke zelo dobro. Krasen, sam znati ga moraš pripraviti tako, če ga spražiš oziroma spohaš s koruzno moko, recimo. Jajček pa koruzna moka, pa to, je to dobro, da zahrusta tudi, pa lepo kolobarčke potem, ščuke, pa moraš lepo tudi še kaj zraven, kakšna
žmaknila dati. Aha, da, brez tega ne gre. Ja, in ščuka je potem dobra za pojest, ne. Vse pa da ogromno variant je. Mi premalo pojemo teh sladkovodnih rib tudi, ne. Smuč recimo, to je najboljša riba zame, sladkovodna, ne, Nemci, Avstrijci, Mađari svojega fogoša, to je pri njih najdražja jed tudi, ne. Pri nas ga pa redko kje dobiš, ne. Ja, res je, da je tudi težko kupiti sladkovodno ribo, nimaš kje, pa tudi v lokalih, razen po strvi, jih je zelo malo. Ali imate vi drugačne informacije? Ne, je kar imate prav, ne. Na ribarnicah je dost, predvsem je dost po strvi, zlatovščic, potem krapov je dost, ne. Pa se pa že neha. Ja. Ribiči, tisti, ki nazaj mečete, bi morali še stojnico postaviti. Za nas, ki imamo radi ribe, pa jih ne lovimo. Kaj še načrtujete, gospod kuhar, v prihodnjih letih? Kaj vas še mika? Vse ste že počeli v življenju, prej ste mi rekli, tudi babica ste bili. Ne babica, vnukom, ampak tista... Ja, da, bil sem, ko me prav vprašate, kaj nisem bil, ne? Zato vas vprašam, kaj pa... Babica sem tudi bil že dvakrat, ne? Ampak pri mačkah. Kaj pa še načrtujete? Česa še niste počeli, pa vas mika? Rad bi kakšen ljubezenski roman napisal. Ja, kjer bi imela glavno vlogo hrana tudi. Kaj vse moramo jesti, da je tudi ljubezen lahko lepa. Veste, meni je sestra za mojo 80-letnico tako lepo sporočila. Boris, boš videl, kako zanimivo je življenje po 80. In jaz še to kar vedno čakam na to zanimivost. Je res zanimivo, ampak moraš vse mogoče početi. Jaz nimam časa, za kaj drugega, ne, če ne si pa kakšno stvar izmislim, ali novo jed, ali za eno revijo ali dve reviji še delam sam tudi tako redno, tudi etnologija, prazniki, pa hrana zraven. Drugače pa ne, pa bi rad se zdajle malo še, v glavu imam iz mladosti še, nekaj sem že v svojih mladosti napisal, rad bi še tako, ker sem imel kar zanimivo življenje, lahko rečem, ne, in če bi rekel, kjer kaj bi spremenil, bi skoraj nič ne spremenil, ne. To drži, da ko si še malo starejši, kot sem jaz zdaj, da ko se ozreš miselno v življenje, da ostanejo samo lepi spomini. Jaz bi prvo bil ugovor proti toliko sem jaz zdaj mladenka. Ja, hvala, zelo lepo zveni. Zelo lepo zveni. Gospod Boris... Staročka vam bi lahko bil, ne? Ja, malo težje. A težje? Malo težje. Jaz sem zgodaj začel to obrta, veste. No, torej čakam to knjigo o ljubezni in povezano z njo hrano. Ja, ker hrana je tudi dost. Ni treba samo afrodizijaki so lahko tudi dobri ocvirki, je dobra pečenka lahko, je krasna župca, ne, recimo močna fazanova juhca, pa malo konjaka noter. Zelo dobro zveni, najbolje, da midva... Žena, kje si bo zaklical mož, ne? Ja, da midva nehava, kaj ti naše gledalke in gledalci morajo razumeti, da je jutri delovni dan. Meni ostane le še, doktor Boris Kuhar, da se vam zahvalim, da ste našli čas in prišli k nam v studio in da ste delček vašega bogatega, pestrega in uspešnega življenja delili z nami in resnično vam želim še veliko zdravja, da bo še veliko nastalo izpod vašega peresa, smo včasih rekli, zdaj pa računalnika, kaj? Da, zdaj je na računalnik, na pisalni stroj sploh teč tipkat ne znam. Tako, jaz vam zahvalim za povabilo in še lepo praznujte danes do konca, dokler je še. Do konca dneva, ja. Ja, jajčka so še ostala pobarvana verjeten, šunka tudi, potica, dober tek. Hvala lepa tudi v imenu naših gledalk in gledalcev in v mojem imenu vsem vam lep večer, preostanek večera še naprej in ne pozabite, jutri je delovni dan, pa srečno.